Jaz sem palček, med koreninami živim, se po gozdu rad podim in srečo lovim. Jaz sem palček, samo v oči pogledam ti in izvem za vse, kar ti po glavi noji. Močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Jaz sem palček, sem najstarejši tot okrog in za vsako bolj si lek dobim iz zalog. Jaz sem palček, zelo sem majhen in preprost, če pa rad bi me spoznal, boš moral v gost. Se sovražnikov izogibam, norih kratov se ogibam in za družbo imam lisjaka, ki prorad s menoj koraka. Pazi na mene pohodiš, ko po gostu našem blodiš in nikar na ljubarije po glavi ne norijo. Vem, 7-krat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Drvar. David. Kot bi bil otrok. David, zajtrk se bo ohladil. Že grem, draga, sem že gotov. Nikoli ni dobro hiteti. Nismo vam še povedali, da palčki radi dobro jemo in da jemo samo 2-krat na dan. Nad jajci smo navdušeni, ampak prej se prepričamo, če so res sveža. Tole, na primer, je. David ima jajca zelo rad, čeprav je treba priznati, da rad je tudi drugo hrano. Naprimer, gobe, naribano repo, kruh iz želodove moke, kašo, marmelado, jajca mravelj, vso hrano, ki nam jo nudi narava. Davidu vse zelo tekne. Ko se zjutraj zbudi, vedno obilno zajtrkuje. Najbolj pa uživa pri večerji, še zlasti, če jemo fižol, grah in bukova jabolka. Ta ima od vsega najrajši. Zdaj pa vam bom razkrila skrivnost. Tu notri je grah, ki ga pogosto jemo. Nikoli ne jemo mesa, saj je v grahu zelo veliko beljakovin. Jaz sem že pripravljen. No, kaj mi danes nisi skuhala čaja? Ja, pozabila sem. Pon grem. A brez jasmina čaja ne morem skuhati? Dobro, ga grem pa nabrat v gost. Se grem lahko jaz. Spotoma bom prinesel še nekaj drv. Nočem, da se tako obremenjuješ, David. Bom šla jaz, ti pa boš medtem pozatrkoval. Misliš, da sem že za staro šaro? Adijo, dragec. Ne skrbi, dovolj sem stara, da znam sama paziti nase, veš? Še prste bi polizel.
tega. 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 Ejta. Trgala se je. Na pomoč! Na pomoč! Na pomoč! Dobro, še vedno si dovolj spreten lovec, Mufi. Toda, to ni miška, palček je. Prvič vidim palčka. Ženica je. Poskusil jo bom ozdraviti. Švestci kaj videl niso. Zelo me skrbi. Rekla je, da se bo kmalu vrnila, pa je že več kot eno uro ni. Švist, pomagaj mi jo najti. Lorna, ta revica se mi zelo smili. Misliš, da jo lahko ozdraviš? Nič ne morem narediti, mrtva je. Božica. Jutri zjutraj jo pokopljeva. Nisva kriva, da je umrla. Vse sva poskusila, da jo rešiva. Čez noč jo bom pustil na okenski polici. Liza je bila tukaj. Moj nos me nikoli ne vara, saj veš, da je 100.000-krat občutljivejši kot človeški. Glej kri! Lizina kri! Pohitiva, Liza je ranjena. Krvava svetna jo bo pripeljala do nje. Švist, glej, Lizina košarica. Velikega mačka voham, pojdiva naprej po sledi. Moja glava. Uiti moram. Au!
Saj to je švist. Hej, David, tukaj sem. Slišim Lizin glas? Liza, kako sem vesel, da te vidim! Liza! A, Kako me je skrbilo zate? vedela sem, da me boš našel, David. Povej mi, kaj se je zgodilo. Te je napadel maček? In skoraj bi me ubil, še dobro, da je gospodar videl, kdo sem. Žena me je hotela ozdraviti, ampak naredila sem se mrtvo. Pustila sta me na okenski polici in tako sem ušla. In kdo je ta človek? Mislim, da je drvar. Živi nedaleč od tod, v Tisosmir. Ja, že vem, kdo je. Rad bi se mu zahvalil za prijaznost, ker je tako lepo skrbel zate. Hopla. No, peli nas drvarjevi hiši švist. Ustavi se, švist. Počakajte me tukaj, saj ne bom dolgo. Bodi previden, David. Ja, kdo pa si ti? David sem, Lizin mož. Tvoj maček jo je ujel, ti in tvoja žena pa sta jo rešila. Rešila? Torej ni umrla? Ne. Uporabila je zvijačo, s katero si palčki pomagamo, kadar nas kdo spravi v težave. Me zelo veseli, ampak kaj hočeš od mene? Prišel sem se ti samo zahvaliti, da si jo rešil. Na vzemi, podarjam ti to čarobno flavto, s katero ti bom izpolnil 3 želje. Samo zapiskati moraš, pa bom prišel. Hvala, ker si mi rešil ženo. Adijo. Adijo, David. Lorna, zbudi se. Lorna, daj no, zbudi se. Ja. No, zdaj pa lahko gremo. Bogata bova. Podaril sem mu čarobno piščalko. Podaril si mu puščavko? Koliko želja pa mu boš izpolnil? Počakaj, David. Rad bi ti povedal prvo željo. 3. In kot vidiš, se mu resnično zelo mudi. Povej mi svojo željo, upam, da si premislil. Najina želja je preprosta, saj sva sita revščine in pomankanja. Najina prva želja je, da nama prineseš kos zlata. Kakor želiš. Čeprav bi moral bolje premisliti, saj veš, da to še ne prinese sreče. Premislila sva in to hočeva. Dobro, odrasla sta in vesta, kaj delata. Jutri ga boste dobila. Adijo. Adijo. Zelo sem vesel, da sem te spoznal. Poslušaj, tale kos zlata mi posodi. Žal mi je, David. Narediti moram svetilko za kraljevi dvor. Kralj jo je naročil. Poslušaj me, jutri ti prinesem drug kos, pa boš lahko dokončal svetilko za kralja. Dobro, odnesi ga. Hvala, prijatelj. Adijo, žlicvajš. Adijo.
Koz zlata! Lej, Lorna, Lorna! Kaj Glej, je to? ne vidiš? Koz zlata! O, pa res, zlato! Oh, Bogata sva! David je držal besedo. Oh, bogata sva. V mesto grem, da ga prodam. Strah me je, da ga kdo ne ukrade. Ko se vrnem, naj jo čaka dobro kosilo. Imela bova slavje. Adijo. Pa pazi nanj. Ne skrbi. Adijo. Adijo. Bogat sem. Bogat. Aj. Oj. Oj. Na pomoč! Rešite me! Oj. Oj. Si me klical, drvar? Kaj želiš? Pomagaj mi, prosim. Potegni me ven, reši me. Dobro, toda to je tvoja druga želja. Ja, reši me, vendar potegni me ven. Pridite sem, fantje. Bliže. Odlično. Pridite z menoj. Pazi, drvar, drevo pada! Zdaj pa zlezi na drevo, da lahko prideš ven. Hvala, 1000-krat hvala, zelo sem vam hvaležen. Ne zahvaljuj se, zapomni pa si, da bi bila to tvoja druga želja. Že, a vseeno hvala. Adijo. Adijo, adijo. Adijo! Dober dan. Kar naprej, kaj želite? Bi kaj kupili? Ne, ne, gospod. Ne prihajam kupovat, ampak prodat ta koz zlata. Lahko pogledam. Da, pravi koz zlata je. Najčistejši, kar sem jih kdaj videl. Koliko mi daste zanj? Pravzaprav nimam dovolj denarja. Kje bova začela vhod? Kar tam le, če ti je prav. Samo trenutek, prosim.
Rad bi mi prodal kos zlata, a se mi zdi sumljiv. Nekam čuden je videti, morda je zlato ukradel. Pokaži nama to. Kaj hočete od mene? Kje si to ukradel? Nič nisem ukradel, nisem tat, vrni mi ga. Dajmo, priznaj že, kje si dobil tako zlata? Ponavljam, da nisem noben tat, zlato sem dobil v dar. Res? Od koga pa? Odgovori. Od palčka, ker sem rešil njegovo ženo. A tako? Od palčka. Zelo zabavno, ampak ne vem, če se bo sodniku zdelo duhovito. Gremo. Motite se, jaz nisem noben Odpihni, tat. žena. Hopla, sem že tukaj, kaj želiš? O, David, bal sem se, da te ne bo. No, kaj želiš zdaj? Da me spraviš iz ječe. Upam, da se še spomniš, da sem ti obljubil izpolniti le 3 želje. Ja, saj vem. Ampak rad bi šel domov. Če tudi bo še naprej reven, to je tvoja 3. želja. Kmalu boš svoboden. Prosil sem nekega mestnega palčka in obljubil mi je, da boš dobil najboljšega odvetnika, da te bo takoj spravil ven iz ječe. Ne veš, kako sem ti hvaležen. Seveda pa odvetnik zahteva za plačilo kos zlata. Ja, vzemi. Hvala. Ti, lahko greš domov, prost si. Kaj pa še čakaš? Izgubi se. Nič ni lepšega na tem svetu, kot vrniti se domov. Mislim, da smo si v tem edini, Žlicvaš! Liza in David se znajdeta v Sibiriji. David nam bo razložil, kako pridejo sibirski palčki do živalskih kož. Kralj pokliče Davida, ker ima težave z enim od svojih podrejenih, ki nadleguje lovce in jih straši, da jim bo zastrupil jelene, če mu ne bodo dali najlepših kož. David se spomni, kako bo prelisičil kostjo. Kakšen bo tokrat Davidov načrt?